Čarovnice male in velike so že prek dneva zavzele Blejski grad. Zmaji nad Blejskim jezerom so še spali, ko je na gradu že vse odmevalo od otroškega živžava. Jaz kuham napoje. A se vi kaj bojite čarovnic? To bomo pa še vi. Čarovnica zgodbarka in gospod muzika sta otrokom povedala zgodbo o stari čarovnici, ki živi globoko v gozdu in kuha čarobne napoje. V razburljivi zgodbi so nastopali še divji lovci in zmajeva jajca. Otroci pa so čarovnici pomagali reševati napeto zgodbo do srečnega razpleta. Meni je bilo grozno, zato ker mi je čarovnica ena strašna. Je rekla, tako je bila zlobna. Najbolj mi je bilo všeč, koga je zmaj po nebu letu. Da so si obiskovalci, zamaskirani ali ne, vsaj malce opomogli, so poskrbele čarovnice s kuhanjem posebnega čarobnega napoja. Ja, vsi hočejo čarobni napoj. Ti pač pijače, ko grejo ven, čarovniški napoji, I guess. Kaj pa recimo to druženje, ki je prvič spet po 2 letih, kaj vam pa to pomeni? Ful je drugačka, prej je nekaj bila korona, nič ni bilo, zdaj pa spet nekaj. Ja, zdaj, ja, boljš. Ja, fino je. Idej za čaranje je bilo ogromno. A ste že koga začarali? Ne, jaz sem to še malo tako igrala kdaj. A veš, da si tako igram, kakav čaram? Jaz tudi. Koga bi pa začarala? Kaj bi si pričarala, če bi si lahko? Če bi bila žaba, ne bi pa jih pričarala, da bi bila princeska. Začarala bi, da bi lahko leteli. Vsi. Pa da bi deževali bomboni. Pa to je pa to, vse drugega pa ne bi, drugače pa vse v redu. Začaril si bi avto. Avto? Kakšen avto? Taga, kogar ima za jesti noter, pa za pit, da lahko odložiš kozarec. Pa da ima take mišice, da lahko ješ not. Čarovnice so bile ta dan morda res glavne, ampak tudi drugi zanimivi liki so se sprehajali po gradu in zganjali svoje vragolije. Bolj nagaja, pa rad ima take stvari, da so smešne, pa da se šali. Čarovnice rada čarajo, pa delajo napoje. Kaj pa dela Batman? Rešuje svet. Prijazne čarovnice poslikarke so otroke s čopičem začarale vse vrste bitij. Imam pa strašnega pajka, ko se ga ne bojim, a se vi kaj mene. Družina iz Hrastnika je izkoristila počitniške dni tudi za obisk dogodka na Blejskem gradu. Ja, moji vtisi so super, no. Veliko dogodkov se dogaja tukaj, naši otroci zelo uživajo, tako da super. V Zavodu za kulturo Bled so dogodek z dolgoletno tradicijo organizirali po 2 letih in ga pripravili nekoliko drugače, kot smo ga bili vajeni. Ja, res je, ravno zaradi tega, ker 2 leti ni bilo dogodka, smo se odločili, da letos omogočimo vsem obiskovalcem, ki bodo v tem času obiskali Blejski grad, da doživijo nekaj čarovnije, noči čarovnic, če tudi podnevi. Zato smo program na ta način majčkeno zamaknili, raztegnili, kakšnega duhca poklicali, ampak tistega ta prijaznega, ker zvečer pridejo oni ta grozni, ki se jih še včasih malo strašim. In ko se je spustila noč in so nad Bledom poleteli zmaji, se je v Grajskem parku začela nova izkušnja za obiskovalce. Peta se ena taka zanimiva dogodivščina, zdaj se pripravljate na njo, kaj pričakujete?
Ja, v bistvu mi, da so priletele iz Jesenic, zdaj imava samo eno metlo, ker je moja pri mehaniku. Tako da v bistvu pričakujeva zdaj, ne vem, no, da nas malo prestrašijo, da povejo kakšno zanimivo zgodbico, pa mogoče da umreva od strahu. Tako, no. Bi kaj dodala? Naj se kar strinjam, ja, da umreva od strahu. Ja. Zato smo tu. Nekateri so po vrnitvi z gradu uspeli deliti prve vtise z nami. Ja, zelo dobro, se mi zdi vreden cene, ampak če je bila malo mlajša, je bilo to malo bolj strašljivo. Ja. Ampak vseeno je bilo dobro, je bilo fajn. Ja. Se pravi, bi si želela še bolj strašno? 100%. Ja, definitivno. Mogoče neko verzijo za starejše, Ja, tako malo bolj strašljivo, ker pač za mlajše je v redu, ampak da bi še starejšo populacijo malo prestrašili bolj. Ja, v redu. Dobro je bilo. Ja. Ker strašljivo je. Ja. V redu je bilo. Ja, super je bilo. Kaj pa vam je bilo najbolj všeč? Tako nasplošno, ne izdati podrobnosti. Pa ne vem, da je bilo strašljivo. Ja, Dosti realno se je zdelo. Ja, zelo sem se uživela v vloge. Imaš občutek, da si res v eni grozljivki. zanimivi. Prvič, zdaj sem ta drugič tle, mehanje je bilo drugače kot ta prvič, ampak fajn drugače. Priporočam. Drugače je bilo kar zabaven, moram priznati. Nepričakovano je bilo. Pač zdaj, ne vem, sama po sebi zgodbica je v redu. Tako, zanimivo je bilo, ne moram kaj več reči. Tako, iz doživetja. Ja, kar parkrat sem se strašila. Je pa hitro minilno. Ja, ful je hiter minil. V primerjavi s Kranjem je pa bolj všeč tlele. Ampak predvidevam, da tudi zaradi tega, ker je pač sam tale grad boljši scenarij kot pač v Rovi, ne. Tako da, to bi rekel. V stilu letošnje zgodbe ne moremo zaključiti drugače kot Slava Velesu.